Špela, večina od približno 20.000 stanovalcev je torej uradno vstopila v nov sistem. Koliko pa bo za oskrbo v domu teklo z nove blagajne, s katero upravlja zdravstvena zavarovalnica? Približno polovica od vseh pobranih prispevkov. Glede na finančne načrte zdravstvene zavarovalnice, ki prispevek za dolgotrajno oskrbo pobira od lanskega poletja, bomo zaposleni, samozaposleni, upokojenci in kmetje v blagajno prispevali dobrih 663 milijonov evrov. Največji izdatek, skoraj 334 milijonov, bo šlo za oskrbo v domovih. Sledi 170 milijonov za dolgotrajno oskrbo na domu, pa 91 milijonov za dodatek za pomoč in postrežbo, do katerega bodo sicer upravičeni samo še tisti, ki ne bodo vstopili v nov sistem. Potem pa so tukaj še izdatki za oskrbovalce družinskih članov, pa denimo za e-oskrbo in pa tudi kader v domovih. Zavarovalnica pa namerava za svoje delo prihodnje leto zaračunati 9,9 milijona evrov. No, sicer pa zavarovalnica načrtuje za skupno 723 milijonov evrov stroškov, ki pa presegajo prihodke za predvidoma 60 milijonov. Razliko bodo pokrili letos s presežkom iz lanskega leta, no takole pa minister Maljevac o prvih položnicah. Predvsem pričakujemo, da bodo prve položnice nižje, predvsem za tiste, ki prejemajo več oskrbe. Moramo vedeti, da z novim sistemom dolgotrajne oskrbe, torej s položnicami, ki prihajajo zdaj, bodo stanovalke in stanovalci plačevali samo stroške nastanitve in prehrane, ne pa oskrbe. Ta je pa odvisna, koliko je vsak prejema, tako da predvsem tisti, ki imajo zelo veliko oskrbe, lahko pričakujejo bistveno nižje položnice.